predstavili nov projekt Nacionalnega inštituta za javno zdravje SOPA, katerega polovica pomenijo skupaj za odgovarjanje pitja alkohola. Z nami so sogovorniki direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospa Nina Pernak, vodja projekta SOPA z NIJZ-ja, magistra Lea Kočevar. Z nami je tudi z Ministrstva za zdravje in predsednica usmerjevalnega odbora SOPA, magistra Vesna Kerstin-Petrič, član usmerjevalnega odbora gospod Štefan Lepoša in član razvojne ekipe in izvajalec na terenu profesor dr. Marko Kolšek z fakultete, z medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Sedaj bom besedo predala najprej direktorici Nacionalnega inštituta gospe Nini Pernak. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani predstavniki medijev, strokovnjaki, ekipa projekta SOPA, v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje vas pozdravljam na javni predstavitvi projekta SOPA, tega za Slovenijo in njeno mokro kulturo, tako pomembnega projekta. Kot smo slišali, kratica SOPA pomeni skupaj za odgovorni odnos do pitja alkohola. Čezmerno pitje alkohola nam v Sloveniji povzroča ogromno škodo. Zato je v tej naši mokri kulturi, v kateri uživanja alkohola opeva celo naša himna. Še posebej pomembno, da se škodljivosti uživanja alkohola ves čas zavedamo vsi in vedno. Slovenija po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije skupaj z državami Evropske unije, Norveške in Švice predstavlja regijo, kjer živijo največji porabniki alkohola na svetu. Poraba alkohola je tu dvakrat višja od svetovnega povprečja, vendar Slovenija tudi znotraj te regije izstopa. V obdobju od leta 2003 do 2014 je imela Slovenija v primerjavi z navedeno regijo, pa tudi v primerjavi z državami Evropske unije, od povprečja višjo porabo alkohola v litri čistega alkohola na prebivalca, starega najmanj 15 let in več. Po rezultatih raziskave SINDI v Sloveniji tudi narašča odstotek oseb, ki se upijajo tako enkrat ali trikrat mesečno ali pogosteje, kar vsekakor vzbuja skrb. Zato v Sloveniji projekt SOPA še kako potrebujemo. Osnovni namen projekta, ki se bo izvajal do konca leta 2020, je odpraviti oziroma vsaj zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola v Sloveniji, s tem pa tudi zmanjšati negativne posledice pitja alkohola za posameznika in ne le zdravstvene, temveč tudi socialne, ekonomske, ter postaviti odgovorni odnos do pitja alkohola v družbi. Projekt temelji na uvedbi interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju in podpori za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci. Ta pristop je tudi medsektorski, saj vključuje deležnike tako iz zdravstvenega kot socialnega sektorja. Vključuje izvajalce, ki vsakodnevno delajo z ranljivimi skupinami po Sloveniji in imajo veliko izkušenj s terenom. Medsektorsko sodelujejo profili različnih poklicov v 18 lokalnih okoljih v Sloveniji. Tudi na današnji konferenci so z nami strokovnjaki različnih področij, ki vam bodo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavili projekti posamezne načrtovane aktivnosti. Projekt se bo izvajal tako na nacionalni, regionalni kot lokalni ravni. Želimo biti učinkoviti, želimo se delati s posamezniki, njihovimi svojci in, kot sem že rekla, izvajalci na terenu. Še zlasti pa izpostavljam aktivno sodelovanje z mediji. Prav mediji ste z izborom vsebin, kot tudi načinom predstavljanja tistih, ki vplivate na to, kako ljudje problem zaznavajo, kaj pitje alkohola sploh pomeni, posledica pa tudi do tega, kakšen odnos do tega vzpostavimo. Zavedam se, da je proces, kako dolgoročno spremeniti odnos do pitja alkohola v družbi,
kako dolgoročno zmanjšati rabo alkohola v družbi mokre kulture, zelo dolgotrajen. Učinkovit je lahko le celovit in sistematični pristop. In tak projekt SOPA je. Zavedati se moramo tudi, da lahko le združevanje različnih sektorjev in resorjev, zdravstvenega, socialnega, pa tudi ekonomskega in drugega, prispeva k rešitvi. Zato me izjemno veseli, da smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pri tako za Slovenijo pomembni javnozdravstveni temi združili moči strokovnjaki različnih sektorjev in zato tudi ne dvomim, da projekt ne bi uspešno sledil ciljem, ki smo si zastavili. Verjamem, da bomo skupaj prispevali k spremembi odnosa do pitja alkohola in tako naredili pomemben korak za družbo zdravja, pa čeprav živimo v deželi mokre kulture. Najlepša hvala. Besedo bom predala vodji projekta, magistrica Deja Kučeva. Pozdravljeni. Projekt SOPA, kot je že omenjeno, je medsektorski projekt, interdisciplinarni projekt, ki združuje primarno delo z vidika zdravstvenega doma oziroma zdravstvenega sektorja in povezovanje s centri za socialno delo oziroma socialnim sektorjem. Ob tem igrajo pomembno vlogo nevladne organizacije, ki vključujejo delo z osebnimi skupinami s specifičnimi ranljivostmi in pa mediji s svojim načinom poročanja. V okviru projekta, ki traja od leta 2016 in predvidoma do leta 2020 in je razvojno aplikativni, želimo v prvi fazi izgraditi nove in pa izboljšati obstoječe kapacitete, kar se tiče naslavljanja alkoholne problematike, nato razviti in pa pilotno stestirati sam pristop v skupnosti in sicer v 18 tako imenovanih lokalnih okoljih po vsej Sloveniji. Hvala. Besedo predajam magistri Vesni Krščin Petrič, Ministrstva za zdravje. Najprej prav lepo pozdravljeni. Jaz sem začela s tem, da alkohol dejansko je zelo trd oreh, čeprav je danes tudi z dokazi podprto, kaj učinkovito deluje na tem področju. Gre predvsem za višje cene, skratka zmanjšano cenovno dostopnost, za prodajo na samo določenih mestih, kjer seveda se je treba izkazati za izkaznico in kjer tudi ni dostop vsakemu tako zlahka omogočen. In seveda gre za popolno prepoved oglaševanja alkoholnih pijač v vseh medijih, tudi preko interneta. Vsi tukaj sedeči verjetno dobro veste, da s tem nismo uspešni v naši državi. Imamo pa še druge probleme v Sloveniji z alkoholom, namreč mi vedno primerjamo registrirano porabo alkohola v naši državi in po registrirani porabi se primerjamo z drugimi državami in ko to gledamo, smo še vedno zelo visoko, vendar ne odstopamo katastrofalno. Če pa zdaj vzamete v zakup, da pri nas lahko gospodinstva pridelajo 600 litrov piva in 200 litrov vina za osebno rabo in ta ni registrirana, potem vam takoj postane jasno, da tista ocena Svetovne zdravstvene organizacije, po kateri moramo dodati še 7 litrov gora, da ne samo, da je realna, ampak morda celo ni več realna. Skratka, z alkoholom imamo predvsem ta problem, da ga v Sloveniji porabimo preveč. Kako ta problem nasloviti, če ni politične pripravljenosti, da se ga naslovi z učinkovitimi in tudi cenovno učinkovitimi ukrepi, kot recimo zvišanje davkov na alkoholne pijače, je zdaj vprašanje. In o tem smo se v naši družbi veliko pogovarjali in dosegli tudi neko soglasje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in skupaj ugotovili, da eden še od res učinkovitih ukrepov, ki pa ni tako cenovno nezahteven, je cenovno pomembno bolj zahteven, so pa kratke intervencije, pomeni svetovanje tistim, ki tvegano in škodljivo pijejo in še niso
odvisni od alkohola oziroma za njih še ni primerno zdravljenje v inštitucijah, kjer se naslavlja odvisnost od alkohola. V dogovoru z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo iz kohezijskih sredstev, to so evropska sredstva, uspešno pridobili 6 milijonov evrov, sliši se kot ogromno denarja, pa bom razložila, da pravzaprav ne gre za tako velik znesek. Uspešno smo pridobili ta sredstva, čeprav zdravje ni predmet kohezije. Zakaj nam je to uspelo? Zato, ker so se na Ministrstvu za delo, družino in socialo skupaj z nami strinjali in tudi zagovarjali stališče, da je v bistvu alkohol pogosto razlog za manjšo oziroma zmanjšano zaposljivost ljudi in pomembno vpliva tudi na produktivnost in hkrati tudi vpliva na socialno vključenost. Vse to pa je predmet kohezije. Tako da iz tega naslova nam je uspelo pridobiti ta denar. 6 milijonov se sliši veliko, vendar ko razumemo, da ta ukrep zahteva veliko usposabljanj, različnih profilov, ni dovolj samo osebni zdravnik, zato ker vsi ne pridejo k osebnemu zdravniku takrat, ko bi bilo to najbolj potrebno, recimo moški, ženske, stari 35 let, že morda imajo problem, pa z tega naslova ne pridejo do zdravnika. Pogosto gre tudi za ljudi, ki imajo zraven še pridružene probleme, njih srečuje socialno skrbstvo, ne vedno in v tisti fazi zdravstvo. Včasih gre tudi za otroke v šolah, včasih v lokalni skupnosti nevladne organizacije identificirajo problem, pa ga ne znajo pravilno nasloviti. Ga ne prepoznajo, problema tega človeka ne prepoznajo in ta projekt je namenjen temu, da usposobimo celo paleto profilov, tudi tistih v nevladnih organizacijah do določene stopne, da bodo znali v primeru, ko prepoznajo, ko vidijo, da problem je, ta problem pravilno nasloviti in ljudi pravilno usmeriti. Ta projekt seveda ne bi imel nobenega smisla in to bi bil pač spet eden od projektov, ki se začne in konča v projektni fazi, če ne bi v tem projektu resnično predvideli, da ga je treba umestiti v sistem. Da ga bomo lahko umestili v sistem, smo že v začetni stopnji k sodelovanju povabili vse ključne inštitucije, Zavod za zdravstveno zavarovanje, različna ministrstva in tudi nevladne organizacije in njihove predstavnike, da bodo lahko že od začetka projekta svetovale in opozarjale na to, kaj je potrebno narediti, da bo ta projekt po koncu, po tej končani projektni fazi, zaživel v sistemu. In to je namen tega projekta, da spravimo v sistem ta svetovanja, ta presejanja za tvegano in škodljivo pitje in potem v sistemu to ohranimo za v bodoče. Sicer, če nam to ne bo uspelo, ta projekt ni uspešen, ker samo 2 leti ali 3 leta enih intervencij, nekaterim bo to verjetno koristilo, ki bodo vključeni v projekt, ampak treba je s tem presekati in je treba zagotoviti, da vse, kar v projektih delamo, potem spravimo v sistem. In to je ključni namen tega projekta. S tem bi končala. Najlepša hvala. Besedo predajam dr. Marku Korševu, ki je član razvojnega tima SOPA in izvajalec na terenu v zdravstvenem sektorju. Sem že V projektu je bilo že kar nekaj povedanega. Jaz prihajam iz strani izvajalcev, pa ti, ki razvijamo sam pristop. Jaz sem zdravnik družinske medicine, mi se vsak dan srečujemo z ljudmi v ambulantah na terenu, torej ne samo zdravniki, ampak naš celotni tim, torej tudi sestre medicinske, ki so v našem timu. In eden glavnih ciljev je, da bi usposobili res zdravnike in sestre, ki delamo v vsakodnevnem delu s pacienti, da prepoznamo pri njih
tvegano vedenje. Ker tvegano pitje alkohola pomeni, da človek živi na tvegan način, torej pije alkohol tako, ker mu bistveno povečuje tveganje za posledic, ki jih lahko ima. Je pa v bistvu sedaj še vedno zdrav normalen človek, brez težav, ampak če bo tako nadaljeval, bo verjetno se pokazali posledice slej ko prej. En podatkih glavnih je to, da iščemo ljudi, ki na tvegan način živijo in jim pomagamo razmisliti o tem, da bi mogoče zmanjšali svoje tveganje na te ravni. Drugo je, kot je bilo omenjeno, so ljudje, ki pijejo na škodljiv način, kar pomeni, da imajo posledice za tega takšne ali drugačne. Te mi pač srečujemo vsak dan in pri njih pa poskušamo svetovanjem, ustreznim doseči to, da se zamislijo o tem in zmanjšajo svoje pitje, vsaj na te meje ven tveganega pitja. Seveda je žena bila, da je to interdisciplinarni projekt. Zato usposabljamo za takšno vrsto svetovanja, ki ljudem pomagajo, da razmislijo o sebi, ne da jih komandiramo in govorimo, kaj morajo napisati, da sami razmislijo in pretehtajo dobre in slabe strani. Se ukvarjamo tudi s delavci v centrih socialno delo, da se tudi oni srečujejo s številnimi ljudmi, ki imajo probleme, so potencialni, da bodo imeli probleme. Rečeno tudi, da bomo šli na druge sfere. Vemo, da veliko naših pacientov gre na sekundarno raven, kot rečemo, torej kliničnim specialistom. Tudi pri njih bomo izvajali posebne izobraževanja, da vsi želimo in usmerimo, da so bolj pozorni na morebitna povezana stanja, s katerimi prihajajo k njim, da so mogoče ta stanja povezana s pitjem alkohola. Torej, da bodo tudi oni naslavljali vsakodnevno v svojem delu ta problem. Vsakega pacienta vprašali glede njegovega pitja in mu ustrezno svetovali ali posmerili, da se obrne na zdravnika osebnega ali pa medicinsko sestro ali pa svojega delavca, da se to svetovanje izvede v bolj kompleksnem obliku. Rečeno je bilo, da ste mediji zelo pomembni. To bomo opozarjali ves čas tega projekta, ker kako se poroča o zadevah je zelo pomembno. Na ta način se lahko vpliva na javno mnenje. Javno mnenje pri nas je še vedno takšno, da je pitje alkohola nekaj normalnega, da če ne piješ, si mogoče malo čuden. Če ne veš povedati, zakaj ne piješ, se ti vsi gledajo po strani. Ljudi se pogosto sili k pitju. Pri nas je normalno, da se alkohol prodaja praktično povsod, celo na benzinskih parkah, kar je skregan zdravo pametjo. Kot je že rekla kolegica Petričeva, poznani so ukrepi za zmanjšanje dostopnosti, kar pomeni, da se prodaja samo v določenih trgovinah, ki ima posebno licenco za to. Skratka, samo na ravni zdravstva ali pa na ravni primarnega zdravstva je nemogoče doseči nek bistven premik. Lahko naredimo premik pri posamezniku, ne pa na ravni lokalne skupnosti ali pa celo regije oziroma države. Zato bomo ves čas poudarjali, da ste mediji ključnega pomena, torej kako poročate o sami problematiki povezane s pitjem alkohola, da se omeji reklamiranje alkohola na posreden način, tako da se piše o raznih dogodkih, kjer se je alkohol točil. Naprimer, v Laškem je vsako leto nek dogodek, o katerem se veliko piše, kaže na televiziji, po radiju, kar neka vrsta reklama za to zadevo. Da ne govorimo o tem, da imamo dovoljeno reklamiranje alkoholnih pijač, kjer spodaj piše minister za zdravje opozarja, katerega noben ne prebere. Zadnje mesece je krasne reklame v zvezi s pivom, takšne, da človeka kar pritegne. Pa ni nič posebno, mislim, da moraš piti, ampak mediji znate zadeve predstaviti tako, da izgleda vse v redu, v bistvu pa ni v redu. In to bi mi radi tudi pri vas osvestili, da je vaša vloga nenadomestljiva, kako poročati te zadeve. Mi bomo na svojem področju delu, mi bomo skušali tudi pri vas dosežiti, da boste poskušali na drugačen način te zadeve predstavljati. Najlepša hvala. Pa še za konec gospod Štefan Koša, nekdanji socialni delavec, ki se ukvarjamo za kulturno problematiko, sedaj poslužuje na Sobi Košanca.
Lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, mogoče za začetek tole. Ko sem začenjal svojo poklicno kariero, to je že zelo dolg, pri 40 leti, da smo velikrat slišali, da živimo v mokri kulturi, smo takrat ocenjevali, oziroma da ocena v Sloveniji, da je alkoholikov 70 do 80 tisoč. Danes ocenjujemo, da jih je med 170 in 200 tisoč. Boste rekli, kaj to zdaj pomeni za ta projekt? Ne, to res nič ne pomeni, oziroma pomeni lahko zelo veliko. Namreč, projekt SOPA ima za svoj cilj, če nič več, da vsaj zajezimo, da problematika sindroma odvisnosti od alkohola narašča. Če nam bo uspel to zajeziti, potem nam bo uspel tudi kaj drugega na tem področju. Zdaj, kako vidimo zadevo v socialnem varstvu? Jaz sem dolgo časa delal na Centru za socialno delo, ker sem lahko pravzaprav organizacijsko tudi vplival na to. Lahko rečem spet, da je bilo pred leti na temu področju posvečenega veliko več časa, veliko več strokovnega usposabljanja, veliko več znanja je bilo na tem področju, bodi si v podjetjih, bodi si v šolah, v vrtcih, da ne govorimo o centrih za socialno delo, delovnih organizacijah. No in projekt SOPA zagotovo vzpodbuja, da se te stvari spet uredijo. Kako? Na kakšen način? V 18 lokalnih okoljih bomo usposobili v vsakem lokalnem okolju vsaj 3 socialne delavce, ki bodo sposobni odkrivati tvegano oziroma škodljivo pitje alkohola. Torej, da ne bo prišlo do sindroma odvisnosti. Boste rekli, v slovenskem prostoru, če malo to povem, vendar je 54 socialnih delavcev, kar 3, ne, 18 okolje kar 3, je to, ampak to ni edino. V Sloveniji je socialnih delavcev v socialnem varstvu cirka 1200, če se stojimo zraven še programe, že 1800, ampak to znanje teh, ki bodo zdaj usposobljeni v projektu, se bo zagotovo prenašalo tudi na kolege na centrih za socialno delo. In kaj je zdaj zelo pomembnega v socialnem varstvu? Slišali smo že danes, da je bilo, da je torej problem alkohola, problem v zdravju, v socialih, da je temeljni problem v odnosih, torej odnosi na delovnem mestu, odnosi v družini, odnosi v šoli otrok in tako naprej, skratka, ves ta problem. Kaj pomaga, če centri za socialno delo rešujejo stiske uporabnikov, recimo stiske, če jih nekaj našteje, denarno socialna pomoč, razveze, stiki, vzgojna nemoč, ne vem, skrbništvo, delo starostniki in tako naprej, ogromno truda je vloženo, če ne pogledamo ozadja, ki pa ne malokrat sloni v tem, da gre za problem pitja, ne sindroma, ampak problem pitja, torej alkohol, ki je na pohodu, ki začenja delati škodo, nismo naredili nič, pa smo ogromno časa vložili, ogromno sredstev za to porabili. Veste, prepričan sem, da je tudi pri socialnih transferih, to se pravi denarne socialne pomoči in različne druge oblike transfere denarne socialne pomoči, pa izredne pomoči so pač najpomembnejše v tem pomenu in tle so dolgotrajni ljudje z dolgotrajno brezposelni, dolgotrajni prejemniki, ki pa imajo problem z alkoholom. In če bomo te stvari, bomo tudi ta sredstva pravzaprav lahko uporabili za bolj koristne načine v socialnem varstvu. Torej, kup tega problema je in to, kar se meni zdi resen problem, je, da smo socialo iz prej omenjenih področij, torej iz delovnih organizacij, iz šol, celo iz zdravstvenih domov izključeni. Danes v delovnih organizacijah ni socialnih delavcev, v šolah so redki. Na centrih za socialno delo se prepoznavanje tveganega in škodljivega pitja zmanjšuje. In v tem projektu jaz sem prepričan, da bo uspešen, še posebej, če bo država zagotovila, da bo sistem od leta 2020 naprej deloval kot sistem, ne kot projekt, tako kot je SOPA, kot pilot, potem jaz mislim, da je cilj, ki si ga je ta projekt zadal, dosežen. In sem skoraj prepričan, da se mora na tem področju nekaj zgoditi. Mogoče toliko za začetek.
hvala ne samo popravim samo sebe, gospod Štefan Koša, član razvojnega tima SOPA in ne član usmerjevalnega odbora SOPA. Ok, mi smo zdaj se za temi predstavitvami zaključili, sogovorniki so na voljo za vprašanje, če imate kakšna, prav pa tudi na voljo za posamezne izjave. Anja Gorica, meni zanima, predstavili ste neki profilov, ki bojo vključeni v to izobraževanje. Kateri so vsi ti profili, ki bojo izobraževanje in koliko je teh ljudi? A je tudi institut v izobraževalnem sistemu? Če lahko to? Ja, se pravi, v principu, kot sem dejala, je to razvojno-aplikativni projekt, kar pomeni, da ko delamo pilot, je pač vzeti nek vzorec strokovnjakov iz različnih področij oziroma vseh profilov in področij, ki jih želimo sicer na sistemski ravni vključiti. Primarno oziroma kratki ukrep najbolj poglobljene vrste, ki zajema presajanje oziroma odkrivanje čezmejnega pitja alkohola, potem svetovanje in pa spremljanje pivskega statusa v času 3 in 6 mesecih, bodo pilotno izvajali zdravnik družinske medicine, zdravnik medicine dela, prometa, športa, diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine in v patronažnem varstvu in pa izvajalec, izvajalka v zdravstvenem vzgojnem centru oziroma centru za krepitev zdravja. Strani zdravstvenega sektorja oziroma v zdravstvenem domu, centrih za socialno delo pa že omenjeni strokovni delavci socialnega varstva. Sicer pa bodo teh je skupaj približno 300, nekoliko manj predvideno torej za izobraževanje oziroma usposabljanje, ki pravzaprav se prvi del ravno kar izteka v spomladanskem času, nadaljuje se začetek jeseni, ko se pa potem tudi prične pilotna izvedba samega pristopa. No, ob teh, na nek način, vsaj kar se tiče kazalnika projekta, ključnih izvajalcih, pa bomo usposabljali oziroma izvajali tudi že omenjeno sekundarno raven, klinične specialiste in sicer od ginekologov do kardiologov, potem zdravstvenih delavcev v transfuzijski medicini, urgentni medicini, gastroenterologija in pa ORL področje. Na eni strani pa onkologija, ja, zaključujem še onkologija. To bodo usposabljani za to, da glede na to, kaj je siceršno njihovo delo z pacienti, kako lahko oni izkoristijo in prepoznajo neke vstopne točke za to, da izvedejo nekoliko krajšo kot prej omenjeno intervencijo, ki pa zajema to, da so pozorni pri obravnavi kateregakoli problema pacienta, ko pride k njim, tudi na ta vidik njegovega funkcioniranja oziroma vedenja in da ga s kratkim nasvetom osvestijo prvič o torej škodljivosti čezmernega pitja alkohola in pa z usmerjanjem na daljne vire pomoči. Bodi si prej omenjene, ki izvedejo kratko intervencijo bolj poglobljenega tipa, ali pa v primeru, ko je to potrebno, se pravi, če gre za sindrom ali sum na sindrom odvisnosti od alkohola, pa v nadaljno obravnavo temu primerno. To bodo usposabljanja, ki bodo izvršena predvideno v letu 2019 za stroko, bodo enodnevna, 8-urna, medtem ko tista prej omenjena so bolj poglobljena 40-urna plus ves čas izvajanja pilota, tudi posvetovanja, srečanja, lokalno mreženje, kjer se bo ves čas to uplajalo in nagrajevalo. Tretja vrsta kratkega ukrepa pa se nanaša na tudi omenjene predstavnike in pa člane tudi nevladnih organizacij, katerih siceršno interesno druženje je naslavljanje specifičnih ranljivosti, bodi si da gre za področje gluhi, naglušni, slepi, slabovidni, socialno varstvo in družina, potem z gibalnimi oviranostmi, pa tudi interesna društva, kot so športna in pa kulturna. Zakaj? Ker se tam, kot je bilo že tudi omenjeno predhodno, alkohol po našem mnenju preveč in na nepravi način pojavlja.
To so nekako 3 osrednji ukrepi z vključenimi izvajalci. Že tudi izpostavljeno pa je poseben steber tega projekta tudi sodelovanje z mediji in sicer ne samo na način promocije projekta ali pa prestopa kot takega, kot to počnemo danes, ampak tudi aktivno sodelovanje, da bi skupaj prišli več, da smo pač živimo v mokri kulturi, vsi smo del tega. Če smo poklicno deformirani, kot rečemo, smo nekoliko bolj ozaveščeni in začnemo razmišljati o tem, ali je morda res potrebno vsakič nazdraviti z alkoholom ali ne. Sicer pa je to nekaj povsem vsakdanjega. In smo vinorodna dežela, kar so lepi vinogradi, po drugi strani pa zanemarjamo, da nihče ne rata odvisen čez noč, nihče si tega ne želi in nihče si tega ne zaveda običajno takrat, ko je še čas, da bi lahko sam z malo tudi ta kontinuum poti v sindrom odvisnosti od alkohola prekinil. In ravno to je ta fokus projekta, zajet torej preden pride do tega. In mediji, če pričakujemo, da boste pripravljeni, da bomo skupaj naredili tudi ta del poti, da bomo skupaj pripravili priporočila za odgovorno poročanje o pitju alkohola v medijih, kar pomeni z vidika javnega zdravja. Torej na način, da to ne škoduje oziroma ne promovira ničesa, kar je proti zdravju človeka. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na lokalno skupnost, katere del smo prav tako vsi, ne glede na to, ali smo predstavniki stroke, političnega odločevalca, mediji ali kakorkoli že. Na lokalni ravni se bodo vsi ti omenjeni profili, med drugim tudi zelo pomembno Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki bo tudi že izpostavljeno, da je to velik dejavnik tveganja po eni strani za težave z alkoholom in obratno. Torej, na lokalni ravni se bomo vsi akterji združevali tudi na način iskanja ustreznih poti, ki vključujejo lokalne specifike in potem tudi na regionalni ravni in na nacionalni, ker seveda ne želimo, da bi bilo tako prej bilo omenjeno, da predstavniki različnih in strok področij in recimo nevladnih organizacij sodelujemo v razvojnem timu, ampak to gre za primarni predlog na podlagi raziskav, na podlagi tudi izkušenj iz prakse, vendar še vedno, ko gre pilot ko bo začel pilot potekati, seveda je ključno, da bodo izvajalci, ki v okolju to delajo, mediji, ki poročate o tem in lahko predstavite, kakšne so vaše dileme, razmišljanja in tako naprej, da dobimo ta upogled tudi z vaše strani, in z lokalne ravni in z vidika medijev, zato da lahko potem pripravljajo res skupen predlog tega, kar pa ne bi se potem upeljalo na sistemski ravni. Zato tudi ime skupaj z odgovorom odnos do pitja alkohola. Koliko ljudi pa nameravate od ljudi, ki pač tega pijejo ali pa škodljivo pijejo, nameravate v tem času pilotnega projekta zajeti? Ja, zdaj vezano je to na različne vrste aktivnosti, ki sem jih prej izpostavila seveda prek tega, da boste novinarji pisali ustrezne iz javnega vidika, javnozdravstvenega vidika o pitju alkohola v medijih, pravzaprav vsi, ki pač so uporabniki medijskih vsebin, se pravi na ta način vsi člani skupnosti, ki so pač deležni tega, potem z vidika stroke vsi vključeni v projekt, preomenjeni, to je sicer 400 do 600 ljudi. Kar se pa tiče končnih uporabnikov poglobljenega ukrepa, o katerem sem prej razlagala, pa gre za to, da je načrtovanih približno 60.000 presejanj. Od tega pričakujemo približno 9.000 obravnav, od tega pa glede na raziskave iz tujine pričakujemo, da bo vsaj 540 obravnav uspešnih. Torej, da bo razvidno, da je oseba iz časa pred obravnavo, ko je bilo ugotovljeno, da pije čezmerno oziroma z vidika zdravja že tvegano ali celo škodljivo, po zaključeni obravnavi, po 3-6 mesecih spremljanja, pila znotraj najmanj tveganega pitja alkohola ali pa abstinirala, če se tako odloči.
Sandra Tropertevi, a bo tudi omogočena kakšna psihoterapevtska pomoč, ker vemo, da tudi če je presejanje, so to ljudje odvisniki in se ne želijo priznati, oziroma kako se boste soočili s tem? Torej, kot je bilo omenjeno, fokus je na obravnavi znotraj projekta, na obravnavi čezmernega pitja, ki je predfaza sindroma odvisnosti, in zato se z vidika čezmernega pitja alkohola, če so mimo, kar se bomo, ne predvideva in ni potrebna psihoterapevtska oziroma terapevtska pomoč. Seveda pa ne bodo vsi uporabniki šolski primer tega, kar smo si mi zastavili, tudi ni mišljeno, da bi bilo tako. Zato so ključni eni od akterjev, ki so tudi vključeni v projekt, akterji, ki delajo že z ustaljenimi pristopi na naslavljanju alkoholne problematike, kadar pa gre za sindrom odvisnosti od alkohola in je potrebna psihoterapevtska pomoč. Z vidika projekta oziroma vključenih izvajalcev to pomeni, da so osveščeni in da potem to tudi izvajajo tam, kjer je to ustrezno, usmerjanje torej bodisi k psihiatru alkohologu oziroma v terapevtske skupine, tako male klube zdravljenih alkoholikov oziroma samopomočne skupine, naprimer anonimni alkoholiki oziroma Al-Anon za svojce in prijatelje oseb, ki imajo razvit sindrom odvisnosti od alkohola. Ja, še to, če je prav razumeti, potem bo Zavod za zdravstveno zavarovanje namenil sredstva oziroma je zagotovljeno pri Zavodu, da bo namenjena sredstva za kontinuirano izvajanje tega programa. Zdaj, sam Zavod za zaposlovanje kot tak, ne? Zdravstveno zavarovanje. Glejte, ta kratka intervencija je že danes nekaj, kar se v zdravstvu izvaja. Pred leti, ko smo uvedli nov zakon o varnosti v cestnem prometu, smo tudi izvedli, dr. Polšek je bil takrat tudi en pomembnih akterjev, izobraževanja za vse zdravnike. Vendar seveda čas teče in učimo se vsi, ne samo pri nas, ampak se učimo tudi na mednarodni ravni, je vedno bolj očitno, da ni samo zdravnik družinske medicine tisti, ki lahko nekaj naredi, on to svetovanje seveda lahko najbolj izpelje, on so na zdravstvu tudi drugi profili, ki lahko to problematiko naslovijo. In mi si bomo prizadevali, mi imamo tekom tega projekta seveda tudi za zavodom priti do sklepa, da se tudi te stvari drugim profilom plačajo oziroma v okviru tega, kar tim zdravnika družinske medicine dela in kar delajo te novi centri za krepitev zdravja, da je to del tega, kar sistemsko vzdržujemo oziroma plačujemo. To je, določene stvari so že v sistemu, a ne, in jih je treba samo še, bom rekla, z izobraževanjem spopolniti, ker so neki novi vidiki in nove generacije. Mi imamo sicer tudi v kurikulumu izobraževanja družinskih zdravnikov, se lahko mogoče dr. Polšek več pove, imamo že seveda tudi te vsebine, vendar gre tukaj za eno dejavnost, za katero je treba seveda imeti kar nekaj znanja. To ni preprosto nasloviti problem tveganja in škodljivega pitja po posamezniku. Veste, da ljudje o tem ne radi govorijo. Gre kar za eno veščino, ki jo je treba seveda, ki si jo je treba priučiti. Pri nekaterih je to lažje, drugi seveda se morajo tega naučiti in mislim, da je treba v to, bo treba tudi v prihodnje vlagati. Vse generacije zdravstvenih delavcev, to ni nekaj, kar se ustavi s projektom. In to bomo na več nivojih morali nasloviti. V izobraževanju vseh profilov, plus potem seveda morajo te stvari biti opredeljene kot storitev in tudi plačane. Mogoče. Ja, kar se tiče izobraževanja zdravnikov družinske medicine, to učenje za ustrezno svetovanje in naslavljanje tovrstne problematike imamo vključeno v kurikulum specializacije že dolga leta, 15 let. Že in problem je to, da je mogoče premalo časa za takšno res poglobljeno izobraževanje, vendar osnovne vidike vsi dobijo in pridobijo, problem pa je potem v izvajanju, ker zato rabiš nekaj več časa kot pa 5 minut. 5 minut, da se takšne stvari težko pogovoriš in dogovoriš. In zato računamo na to, da bo v naslednjih letih res
število zdravnikov družinske medicine nekoliko naraslo, da bomo imeli za pacijenta več časa, kot pa 5-6 minut, to se lahko vzelo časa 15-20 minut za tak normalni pogovor. To se lahko res nek vzdušje vzpostavi zaupno, da se pogovorijo o teh zadevah. Prav tako učimo že diplomirane medicinske sestre, te, ki delajo v ambulantah družinske medicine, ki so prej nekaj referenčne ambulante, so zdaj pač normalni sestavni del ambulante družinske medicine. Tudi te sestre izobražujemo za svetovanje in naslavljanje alkoholne problematike. Prav tako so že dolgo leto v okviru projekta CINDI izobražuje medicinske sestre, ki delajo v teh zdravstveno-vzgojnih centrih. Tudi se že nekaj dela na tem. Ta projekt bo zadev poskušal poglobiti, da bo res veščina še boljša, da se bo tudi strokovnjak počutil bolj kompetentnega predstavljati to temo in da bo še pristope lahko prepoznal za en človek, ki treba na ta način, tudi ima drugač, tretji ima drugač, da se lahko cilj pa je našega dela to, da bi za vsakega pacijenta imel zdravnik zapisano v zdravstveni dokumentaciji tudi kako je z njegovim pitjem, tako ko ima podatek za krvni tlak, ko ima podatek za krvni sladkor, ko ima podatek za težo, pa za kajenje, da bomo tudi za alkohol, kako je z njegovim, mi rečemo, pivskim statusom. Enako pa za sestre, ki delajo v ambulantah družinske medicine. Hvala. Kakšno vprašanje? Mogoče bi jaz sam še to dopolnila s tem, da bi povedala, naslov tega projekta je skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Tukaj ne govorimo o zmernem pitju alkohola in tako naprej, odgovoren odnos posameznika, da ne pije, ko vozi. Tudi o tem, seveda tudi o tem, ampak govorimo o odnosu družbe do alkohola. Če na politični ravni nismo ozavestili, da imamo na voljo ukrepe, ki bi bili lahko učinkoviti, namesto tega uvajamo stvari, ki so kontraproduktivne, kot je recimo ponovno pitje alkohola na športnih prireditvah, potem seveda moramo ozavestiti, da se nam dogaja škoda in zdaj naslavljamo to škodo. Mi ne naslavljamo izvora, ampak naslavljamo škodo, ki nastane zato, ker imamo tak odnos do alkohola, kakršnega imamo in se ne moramo soočati s tem, da je treba stvari urediti na ravni regulative, tako da ne, da bomo po vzoru nekih drugih držav, ne zdaj vse prepovedali, kar se pogosto izpostavlja, vse je treba ne vse prepovedali, vendar vzpostavili v družbi zavedanje, da pri alkoholu ne gre za navadno dobrino, ampak je nekaj posebnega to, ki zato tudi nekaj več stane, se prodaja na točno določenih lokacijah, ni dostopno mladini, otrokom in se ne uporablja takrat, ko vozimo, delamo in tudi se ne uporablja takrat, ko vidimo, da pitje alkohola vpliva na naše vedenje, postanemo recimo agresivni in iz tega ven cela vrsta problemov. Skratka, o tem govori ta projekt skupaj za odgovoren odnos. To je odgovoren odnos celotne družbe, ne samo izgolj posameznikov in družin, kar pogosto govorimo, treba je nekaj narediti z družinami, ne, treba je nekaj v družbi spremeniti in družine bodo temu sledile. Hvala. Jaz bi se zahvalila vsem sogovornikom in seveda vam medijem, da ste prišli. Naj vas spomnim tudi, da je objavljena kar nižja spletna stran projekta SOPA na www.sopa.si, tako da tudi vabljeni pogledov. Tako tudi vabljeni malih ugostitvi, pa posameznih izjav in podobno. Hvala.